Pozdravljeni. Danes je Lewis Hamilton prišel v Maranello in kot običajno bomo skušali razumeti vse zanimivosti v samem ozadju tega za ta letni čas izjemno zanimivega dogodka. Na samem začetku bi rad poudaril, da se običajno najraje izognem tematikam, kot je današnja. Namreč govorili bomo o rahlo postranskih zadevah, ki pravzaprav nimajo nekega neposrednega učinka na samo hitrost, ki jo lahko ima posameznik na progi. A kot bomo videli v nadaljevanju, v tistem, kar je dostopno nam, publiki, izgleda, kot da želijo pri skuderiji Ferrari nam sporočiti marsikaj, ampak na malce bolj subliminalen, zakrit način. In kot prvo se bomo ustavili pri dveh fotografijah. Tistih dveh, kjer vidimo v resnici prikod Lewisa Hamiltona v Maranello. Verjamem, da marsikateri navdušenec bo rahlo presenečen, ne bom dejal razočaran. Mnogi viri, mnogi avtorji so pokazali čisto drugo sliko. Ampak na teh dveh vidimo seveda Lewisa Hamiltona, ki je obkrožen s svojimi spremljevalci, pomišljaj varnostniki, ko vstopa v znano tovarno. Vidimo res Lewisa Hamiltona v Maranello. Kaj pa na tisti fotografiji, ki so jo objavili pri sami skuderiji, kjer vidimo Lewisa Hamiltona malce drugače napravljenega kot običajno, zakaj ni ta fotografija prava? Enostavno zaradi enega dejstva, ker ni posneta v Maranello, ampak nekaj kilometrov izven. V ozadju vidimo seveda hišo Enza Ferrarija, ki se nahaja sredi proge v Fiorano. Ampak Fiorano je Fiorano, Maranello je Maranello. Verjamem, marsikomu je to eno in isto, a v resnici ni. Za tiste, ki se malce bolj poglobljeno ukvarjamo tudi z motošportom, so tudi takšne malenkosti izjemno pomembne. A verjetno večina izmed vas je opazila, da je Lewis Hamilton oblečen rahlo drugače kot običajno. In tu moram nekaj poudariti. Da Formula 1 ni edini moj hobi in med mnogimi drugimi zadevami, ki jih spremljam, je tudi klasični moški stil. Seveda na prispevkih me boste redko kdaj videli napravljenega kot Lewis Hamilton, ker menim, da je to pretirano. Ampak na fotografijah vidimo čisto drugačnega Lewisa. Običajno je pisan, ekstravaganten in stopa iz množice. Kaj pa danes? Tudi na prihodu smo videli, da je imel na sebi prav izjemno dobro ukrojeno dvodelno obleko z dvojnim zapenjem. In tu moram dodati nekaj, da po pravilih klasičnega moškega stila je Lewis Hamilton perfekten. Ne samo pri izboru barv, ne samo pri izboru krojev, izbral je pravi vozel za kravato. In ja, ne obstaja samo eden, ampak jih je kar nekaj, odvisno od tega, kakšen stil kravate nekdo nosi. Ima še nekaj res zanimivih podrobnosti, ki verjetno neukemu hitro utečejo, ampak onemu, ki se malce spozna, povejo marsikaj. Naprimer, ena izmed podrobnosti je ta, da ima Lewis Hamilton
izjemno dobro izbrano srajco, kar pa ni tako pomembno. Glavno je, da na jopiču z dvojnim zapenjanjem je izbral stil, ki ga optično malce poviša. Lewis Hamilton, kot večina ostalih voznikov, ni preveč visok. In zato, če boste pozorni, boste videli, da je njegov jopič zapet s spodnjim in ne srednjim gumbom. Sam, seveda, ker sem nekoliko višji, bi izbral tisto drugo varianto, ampak tu se vidi, da Lewis Hamilton ve, kako se tem stvarem streže, ali pa B. Lewis Hamilton ima nekoga, ki mu zna prekleto dobro svetovati. A v vsakem primeru izgleda tako, kot velevajo klasična pravila. No ja, skoraj. Pri vsemi tej popolnosti seveda izstopa neka malenkost, ki meni osebno ni všeč, ampak ne smemo jo šteti kot napako. Čevlji, ki jih je izbral za to priložnost, po mojem skromnem videnju ne spadajo v to okolje, ampak pustimo. Če se mene vpraša, glede na tisto, kar nas je navadil Lewis Hamilton, smo lahko danes, vsaj sam, prijetno presenečeni. A na fotografiji, oziroma 2 fotografijah, ki so ju objavili pri skuderiji Ferrari, vidimo še nekaj, kar nekako spominja na neko skrito sporočilo. Ste opazili avtomobil, ki je poleg Lewisa Hamiltona? Poznavalci nismo imeli težav. Gre seveda za Ferrari F40. Eno izmed tistih ikon, ki jih lahko naštejemo znotraj serijske proizvodnje samega Ferrarija. Ampak zakaj F40? Zakaj ne F50? Zakaj ne Enzo? Zakaj ne 250 GTO ali kaj podobnega? Ste morda zasledili v preteklih dneh, da je imel Ferrari Landa Norrisa bizarno nesrečo. Namreč Lando si je pred koncem koledarskega leta 2024 privoščil nakup Ferrarija. Rabljenega seveda, ampak šlo je za prav ta legendarni F40. In na začetku letošnjega leta, torej nekaj dni od trenutka, ko snemam ta prispevek, je prav njegov Ferrari F40 na cestah okrog Monaka bil vpleten v rahlo bizarno nesrečo. Kako vemo to? Seveda po registrski številki, ki jo vidimo na tablici avtomobila. In nekdo bi dejal, da pravzaprav je šlo za dokaj otroško nesrečo. A ne smemo pozabiti, da F40 slovi po 2 lastnostih. Prvič, po tej, da se izjemno rad vname. Več jih je zgorelo, kot se jih je zaletelo v zid, in drugič, da je izjemno težko ga voziti. Posebej, naprimer v zimskih razmerah, ko asfaltna površina ni suha, posebej v prometu, ali pa po asfaltni površini je rahlo valovita. Namreč gre za serijski avtomobil, ki so ga izdelovali tam med koncem 80-ih let in začetku 90-ih. Napravili so jih približno nekaj več kot 1300, ampak gre za avtomobil, ki je bolj primeren za samo progo, namreč nima niti prtljažnika in še marsikaj drugega izostaja. Ima motor kubature 3000 kubičnih centimetrov in je seveda turbo z velikim zamikom in seveda, ko turbina poženeš na tiste prave obrate, je ta izjemno groba. Videli smo na posnetku, da je pravzaprav bilo videti, kako je voznik skušal reagirati. Spustil je seveda po izhodu, ko je dal preveč plina samo stopalko,
In to, da ga je zavrtelo, je ena izmed klasičnih nesreč, ki jo vidimo pri mnogih F40. Ni še jasno, ali je bil za volanom Lando Norris ali ne, zagotovo je bil avto njegov. Nekateri pravijo, da v tistih dneh je bil v Dubaju, ampak vseeno. Zanimivo, da je eden izmed nasprotnikov Lewisa Hamiltona bil posredno ali neposredno vključen v takšno nesrečo, pri predstavitvi britanskega šampiona v Maranelu pa v ozadju čisto identični avtomobil. Torej, vidimo lahko, da se začenja neka era, ki kaže, da bo izjemno zanimiva. Lewis Hamilton je pokazal, da bo verjetno malce drugačen od tistega, ki smo ga vajeni. In seveda pokazal je tudi, da verjetno on za F40 ne bi imel težav. Čeprav tu vam priznam, da ukolikor bi meni ponudili krog z Ferrarijem F40, bi gladko odklonil, kajti ne bi se čutil sposobnega ga obvladati. Vsekakor Lewis Hamilton ni prišel samo pozirati v Maranelo, ampak predvsem vzeti odtis za sedež in se spoznati s svojimi novimi inženirji. Ampak o tem bomo bolj podrobno govorili v naslednjih dneh, ko bo Hamilton prvič zapeljal na progo s Ferrarijem. Zopet v Fioranu, ki smo ga že omenili danes, ampak starim F1 pomišljaj 75. Takrat, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.